Med letoma 2013 in 2015 je v sklopu Zavoda za šolstvo potekel projekt E-šolska torba. Novo tehnologijo je preizkušalo več šol, med njimi tudi osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro. Jaz mislim, da je doprineslo tisto, kar je najbolj pomembno, da jim damo možnost in da jih naučimo iskati pravih informacij. Meni so učbeniki na tablicah zelo všeč, ker pač ni samo navadni zvezek, ampak greš lahko tudi pol malo po spletu. Se ne naučiš toliko. Tako je drugega zmede in greš to delati na tablici ali pa računalniku. Iz Zavoda za šolstvo so nam napisali, da interaktivni učbeniki strokovno lahko povsem ustrezno nadomestijo tiskane. E-učbenik veliko tudi pove, ampak je malo tudi narobnih podatkov. Preko QR kod pridejo na točno določene strani in tiste strani pa preverim, ali so stvari pravilne ali niso. Učenci interaktivne vsebine berejo s preskakovanjem, spreminja se tudi raven pozornosti, meni učiteljica. Tudi zaradi težav z branostjo je ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber, ki je bil na začetku velik zagovornik interaktivnih vsebin, zdaj glede tega bolj zadržan. Dobro se zaradi tega, ker so kakšni videi noter, ki se lahko kakšen poskus pogledajo, kadar se otrok loti učenja preko IKT-ja, da je nekaj koncentracija 15 minut. Moramo pa vedeti, ko greš stran od zaslona, rabiš 45 minut, da se umiriš. Taka malo večja pomanjkljivost se meni zdi, nimamo vedno dostopa do računalniške učilnice, da ga ne moramo uporabljati tudi med poukom. So mi še mer bolj všeč fizični učbeniki, ker tudi rada berem in mi je bolj, da berem, pa na glas lahko sprehajam po sobi, naprimer z računalnikom bolj težko, ne? Ko so med projektom opravili analizo med učenci, jih je manj kot četrtina odgovorila, da se doma raje učijo iz e-učbenika. Ministrstvo za šolstvo pa razmišlja celo o tem, da bi jih uvedli že v prvi triadi.